Zdaj pa še zadnji referent, Aleksej Kalc. Zdaj od, kako bi rekel, bolj osebnih zgodb prehajamo k demografiji. Tudi ena taka tema, ki ni tako pogosta zadnje čase v slovenskem zgodovinopisju. Predajam besedo. Hvala lepa za besedo, ker, kot je že moderator povedal, nas čas priganja, bi morala že potekati diskusija. Bom kar takoj prešel k stvari. Naj povem samo to, da, ker je bilo danes večkrat omenjen ta zgodovina dolgega trajanja in tudi ime Fernanda Brodela, torej naj povem, da se moj primer nanaša prav na ta kontinuitete in diskontinuitete, prelome v večstoletnem pogledu na tomajsko območje. Torej, moj prispevek je posvečen zgodovini prebivalstva tomajskega območja. V okviru raziskovalnega projekta smo si zastavili kot cilj tudi preučitev demografske dinamike tipične kraške vasi, da bi na konkretnem primeru preverili to, kar poznamo iz splošnejših študij o demografiji zahodnega dela slovenskega ozemlja. Kot je znano, se je razvoj prebivalstva posameznih slovenskih dežel in ožjih območij razlikoval, kar je bilo povezano z geografskimi in družbeno-ekonomskimi specifikami ter zgodovinskimi dogajanji v teku stoletij. Za Primorje je značilno, da je bila rast prebivalstva v novem veku živahnejša kot drugod, kar zgodovinarji povezujejo z geografsko lego in intenzivnimi relacijami s Furlanijo ter drugimi strukturnimi elementi. Območje Krasa pa je posebej občutilo vpliv Trsta, ki je svojo rastjo in ekonomsko vlogo pogojeval tudi demografijo širšega, predvsem pa neposrednega zaledja. Slediti razvoju prebivalstva in razvozlati njegove dinamike vzdolž večstoletnega obdobja je vselej in tudi v primeru Tomaja problematično. Viri vitalne statistike so do 80. let 18. stoletja nepopolni in nezanesljivi, serija popisnih podatkov pa se začne šele na začetku 19. stoletja. Za 18. stoletje razpolagamo le z enim podatkom o številu prebivalstva, in sicer za leto 1732. Zaradi tega je za novoveško obdobje gibanje števila prebivalstva mogoče spremljati le indirektno na podlagi hipotetičnih rekonstrukcij. Konkretno smo se poslužili krstnih virov, ki so najbolj uporabna serija za ocenjevanje obsega prebivalstva določenega območja. Torej, tale graf prikazuje gibanje števila prebivalstva Tomajske župnije od začetka serije vitalne statistike v prvi polovici 17. stoletja do 80. let 18. stoletja. Vrednosti so izpeljane na podlagi razmerja med številom rojstev in najbližjim podatkom o številu prebivalstva, točneje na podlagi desetletnega povprečja rojstev pomnoženega s koeficientom enega rojstva na 21,4 prebivalca. Gre seveda za zelo približno grafično upodobitev, ki ne prikazuje točnega števila, indikativna pa ponazarja tendence gibanja v tem dolgem časovnem obdobju. Slika kaže dve dolgoročni potezi demografskega trenda, ki je primerljiv z območjem sosednje Povirske župnije in s kraškim območjem tržaške občine. Prva poteza je stacionarno gibanje prebivalstva v 17. stoletju. To stoletje je splošno znano po kratkodobno, močno nihajočem, a dolgoročno stagnirajočem demografskem gibanju, kar velja tudi za tomajski primer. Vse do začetka 18. stoletja se je prebivalstvo Tomajske župnije vrtelo okrog 2500 oseb. Dolgoročna stacionarnost in nihanja so odraz negotovih družbeno-ekonomskih razmer, pogostih kriznih momentov, bolj ali manj latentnega pomanjkanja, epidemičnih in drugih dejavnikov visoke umrljivosti, zaradi katerih je prebivalstvo bilo nestabilno. Z 18. stoletjem nastopi novo obdobje, v katerem začne prebivalstvo dolgoročno naraščati. V prvih 2 desetletjih je bila rast izredno živahna, saj je znašala 6,6 oziroma dobrih 8 promilov na leto. Obseg prebivalstva se je v tem obdobju povečal kar za tretjino. Do 60. let je sledilo rahlo padanje, nato se je rast nadaljevala z letnim povprečjem 4 promilov, kar je do leta 1780 privedlo do 8-odstotnega povečanja.
Na tej točki bomo dinamiko rasti iz 18. stoletja povezali s tisto iz 19. stoletja, vendar ne več za celotno župijo, temveč za njen tomajski del, za katerega razpolagamo od leta 1785 dalje s podrobnejšo vitalno statistiko. Ta tomajski del vključuje poleg Tomaja še 6 sosednjih vasi in se teritorialno ujema s tomajsko upravno občino. Obdobje 90. let 18. stoletja in prvih 20 let 20. stoletja je bilo politično in ekonomsko dokaj razgibano zaradi francoskih zasedb in kritičnih gospodarskih momentov v prvih letih restavracije. Tempo demografske rasti se je v teh desetletjih še zmanjšal, znašal je 2,8 promila letno. V 20. in 30. letih pa je prebivalstvo spet naglo naraščalo in sicer s povprečnim letnim prirastkom skoraj 10 promilov. To je v skladu z razvojem v celotnem Primorju in na Slovenskem nasploh, kjer so bila 20., 30. in delno 40. leta obdobje najhitrejše demografske rasti od novega veka do danes. V manj kot 20 letih se je prebivalstvo tomajske občine povečalo za petino. Od tu naprej pa je vse do zadnjega avstrijskega štetja 1910 sledilo daljše obdobje, ko je prebivalstvo iz desetletja v desetletje bolj ali manj padalo in zopet naraščalo. Dolgoročno pa se njegovo število ni bistveno spremenilo, tako da lahko govorimo spet o stacionarni dinamiki. Povprečna letna stopnja rasti med letoma 1838 in 1910 je bila komaj 0,2 promila in prebivalstvo je naraslo v tem obdobju za 2%. Od 70. let 19. stoletja do 1910 pa se je povečalo samo za 0,8%. Prebivalstvo Goriške, ki je sodila med dežele z nižjo demografsko rastjo, je v tem zadnjem 40-letnem obdobju naraslo za 26%. Zanimiva pa je predvsem primerjava s sosednjimi kraškimi območji. Kot je razvidno iz tabele, je v Povirski župniji od 20. do konca 60. let prebivalstvo naraslo več kot v Tomajski, še bolj poudarjena pa je bila rast od 70. let dalje. K rasti povirskega območja v drugem obdobju sta prispevali predvsem Sežana in Divača, ki sta se kot edini razvijali, prva kot upravno, druga kot prometno-železniško središče. Preostale vasi povirske župnije so delile trend tomajske župije. To se kaže tudi v statistiki hiš. Tako v tomajski kot v povirski župniji je število hiš najbolj naraslo v predmarčni dobi, od 70. let dalje pa se je z izjemo Sežan in Divače povečalo za komaj 11 oziroma 14%. Povsem drugačna slika se kaže v 11 vaseh kraškega dela tržaške občine. V skrajnem desni koloni so podatki. Torej na območju, ki je bilo manj oddaljeno, tako rekoč po vsakodnevnem stiku s Trstom in zaradi lege, kot tudi iz upravnih razlogov, lahko direktno in indirektno izkoristilo gospodarske priložnosti, ki jih je nudila tržaška ekonomija. V tržaških vaseh se je od 20. do konca 60. let prebivalstvo povečalo za več kot 3/4. Od 70. let do 1910 pa je bila rast še vedno neprimerno večja kot v povirski in predvsem tomajski župniji. 4-krat se je v primerjavi s tema dvema v tržaških kraških vaseh povečalo tudi število hiš. Poglejmo si na kratko ozadje demografskega razvoja tomajske župnije, ki je precej reprezentativen tudi za druga kraška območja, razen tržaškega. Naraščanju števila prebivalstva je v 18. stoletju botrovalo povečanje rodnosti in postopno zmanjševanje smrtnosti. Stopnja rodnosti se je sredi 19. stoletja še stopnjevala in ostajala vse do 20. stoletja krepko nad 40 promili. Se pravi na ravni demografskega režima starega družbenega reda, tipičnega za predindustrijsko dobo. Šele z novim stoletjem se je začel vidnejši upad, ki je napovedoval zaključek demografske tranzicije. Stopnja umrljivosti je bila povprečno za 10 točk nižja od rodnosti in jo je le v posameznih letih presegla. Taki momenti, povezani z epidemičnimi boleznimi in drugimi faktorji povečane smrtnosti, so bili pogosti do 50. let 19. stoletja,
na to pa le izjeme v dokaj linearni dinamiki naravne rasti, ki je smrtnost ni več toliko pogojevala kot v prejšnjih obdobjih. Rezultanta je bil dokaj konzistenten naravni prirastek, ki pa se je, kot smo videli, le v manjši meri pretvarjal v dejansko rast prebivalstva. Demografski razvoj je namreč vse skozi spremljalo izseljevanje, ki je bilo od 18. stoletja vse pomembnejši dejavnik demografskega dogajanja in ki ga moramo usporediti s tesnimi gospodarskimi in družbenimi interakcijami kraškega območja s Trstom. V poročnih knjigah tržaških mestnih župnij je v 18. stoletju zabeleženih 125 novoporočencev iz Tomajske župnije. Ti in prebivalci, ki jih najdemo v tržaških popisih prebivalstva, so le del Tomajcev, ki so se priseljevali tako v mesto kot v obmestna agrarna območja. V prvi polovici 19. stoletja se je z izjemo 30 let izseljevanje s tomajskega območja stopnjevalo in od srede stoletja dalje odjedlo 97% naravnega demografskega prirastka. Če bi se prebivalstvo razvijalo samo na podlagi naravne rasti, bi ta razvoj izgledal, kot kažejo modri stolpiči v 3. grafikonu. Če se za konec ozremo po skoraj 300-letnem časovnem obdobju demografskega razvoja župnijskega oziroma ožjega tomajskega območja, lahko razločimo 3 dolge faze. Za prvo, v 17. stoletju je bila značilna stacionarna rast prebivalstva, ki je skozi desetletja nihalo, a se je v dolgem roku v obsegu skoraj ni spremenilo. Pomanjkanje šteti in nezanesljiva vitalna statistika, ki ne dopušča verodostojnih ocen, onemogočata podrobnejšo osvetlitev dinamik tega obdobja. Druga faza je faza izrazite demografske rasti od začetka 18. stoletja do konca 30. let 19. stoletja, s prvim vrhuncem v prvi polovici 18. stoletja in drugim v prvi predmarčni dobi. Tretja faza je ponovna faza stacionarnosti, ki pa ji lahko rečemo moderna stacionarnost, ker se sistemsko razlikuje od tiste iz 17. stoletja. Ta stacionarnost je rezultanta modernizacijskih procesov in točneje splošnega pojava, ki ga poznamo kot zapuščanje podeželja ali beg v mesta. Medtem ko je drugod na Slovenskem, vključno s Primorjem, ta pojav prihajal do izraza večinoma v obliki izseljevanja v druge dele monarhije in v čezoceanske dežele, se je na kraškem območju odvijal pretežno v obliki izseljevanja v Trst. Trst je od začetka prostopristaniškega obdobja sprejemal prebivalstvo kraškega zaledja, ki se je k mestu obračalo v iskanju gospodarskih virov in priložnosti za življenje. Kraške vasi tržaške občine so imele pri tem veliko prednosti, saj je prebivalstvo tu lahko sodelovalo v ekonomiji mesta z vrsto krajevnih dejavnosti ali se vključevalo v mestni trg dela, ne da bi zapuščalo svojih vasi. Zato je v manjši meri prestopalo med mestno prebivalstvo in celotno območje se je demografsko krepilo po naravni poti, v določenih obdobjih pa tudi s priseljevanjem od drugod. Tudi oddaljenejša kraška območja, kot Tomajsko in Povirsko, so bila ekonomsko vezana na Trst. Ne agrarna, ne druge dejavnosti pa na krajevni ravni niso zmogle zagotavljati virov in priložnosti skladno z rastočim številom prebivalstva. To je do neke mere uspevalo le krajem na prometnih legah ali takim, ki so lahko razvili specializirane oblike integrirane kmečke ekonomije, na primer kamnarstvo. Drugod so poti vodile v mesto. Poudariti pa je treba, da pri tem niso delovali le dejavniki potrebe ali prisile, ki so jih sprožali procesi družbenega razslojevanja, temveč v enaki meri in s časom vse bolj načrtno iskanje priložnosti, ki jih je ponujala mestna ekonomija. Med priseljenci iz Tomajske župnije v 18. in 19. stoletju najdemo tako služkinje in fizične delavce, kot tudi obrtnike, trgovce in lastnike stanovanj. Sami statistični viri nas opozarjajo na razne oblike selitev v mesto, ne samo stalne, ampak tudi začasne in sploh na kompleksnost prehajanja med mestno prebivalstvo, kar se je le redko dogajalo v enem samem koraku. Najpogosteje je šlo pri tem za daljši ali krajši proces, ki je bil usklajen z življenjskim ciklusom posameznika in strukturnimi značilnostmi družine ter
njenimi družbeno-ekonomskimi dinamikami. Vse to dogajanje je bilo skratka sad strategij, ki so se sprejemale v okviru družin in postale značilne za cele vaške skupnosti. Razvoj prebivalstva Tomajskega in širskega kraškega območja je v marsičem odraz teh strategij, pri katerih so igrali ključno vlogo bližina in družbeno-ekonomska razmerja s Trstom. Stagnacija prebivalstva v tretji fazi demografskega razvoja je torej odraz sistemskega družbenega obnašanja, v katerem je mogoče zaznati skrb za ohranjanje ravnovesja med krajevnimi gospodarskimi viri in prebivalstvom oziroma omejevanje prebivalstvenega pritiska na tradicionalno kmečko ekonomijo. O tej težnji med drugim priča občutno naraščanje poročne starosti v teku 19. stoletja. Hkrati je bila komponenta tega konservativnega obnašanja prehajanje znatnega dela prebivalstva v mesto, ne samo v urbana, ampak tudi predmestna, polkmečka območja in ne samo skozi proletarizacijo, ampak tudi po poti družbenega napredovanja. Hvala lepa.